Kot je že predsednica omenila, je naš gospodarski klub pripravil poseben obsežen program samo za področje gospodarstva. Danes sta tukaj z nami tudi predsednik in pa podpredsednik gospodarskega kluba, gospod Matos in pa gospod Hojs. Če bi nekako strnili ključne poudarke našega gospodarskega programa, bi lahko rekli, da torej Nova Slovenija se zavzema za 5 ključnih ukrepov. Prvič, uravnotežiti proračun. Drugič, znižati davke. Tretjič, odpraviti plačilno nedisciplino. Četrtič, reorganizirati državno upravo. In petič, sprožiti večje državne infrastrukturne investicije. Če rečem najprej par besed glede uravnotežitve proračuna. Vi veste, da danes Slovenija porabi 2 milijardi evrov več, kot jih ustvari. Dolgoročno takšen trend se ne more nadaljevati in potrebno je ukrepati. Možnosti sta seveda dve. Prvič, znižati proračunske odhodke oziroma povečati proračunske prihodke. Seveda je veliko lažja in sprejemljivejša varianta, da bi mi proračunske prihodke povečali. Na kakšen način? Tako, da ustvarimo boljše pogoje za slovensko gospodarstvo. In prva stvar pri ustvarjanju boljših pogojev za slovensko gospodarstvo je manjša obremenitev slovenskega gospodarstva. Zaradi tega tudi naš gospodarski klub predlaga znižanje davkov, ker logika davkarjev je povsem preprosta. Nižji kot bodo davki, več jih bomo pobrali. Višji kot bodo davki, bolj se bodo ljudje izogibali plačevanju davkov. Vsi dobro poznamo tisti znameniti rek, z računom ali brez. Vi veste, da danes v Sloveniji letno siva ekonomija obrne okrog 10 milijard evrov. To so problemi, s katerimi se bo potrebno soočati. Potem tretja točka, ki sem jo omenil, odprava plačilne nediscipline. Plačilna nedisciplina ogroža in uničuje še zdrava podjetja, ki danes v Sloveniji delujejo. Žal je tudi država eden izmed večjih neplačnikov. In kar je pa najslabše, je pa to, da številni, jaz si bom drznil reči, slabi podjetniki to izkoriščajo, ker vejo, da se bo postopek vlekel 2, mogoče 3 leta, vmes bo podjetje, ki so mu dolžni, že propadlo in ta začarani krog se nadaljuje v nedogled. In ta začarani krog je potrebno presekati, tukaj mora stopiti naprej pravna država in s hitrim ukrepanjem presekati ta krog. Naslednja četrta točka je reorganizacija državne uprave. Pri državni upravi je tako, da številni državni uslužbenci so dejansko preobremenjeni, drugi pa ne vejo, kaj bi samo iz sabo. In zato mi predlagamo, da pride do realne, preudarne in pa resne prerazporeditve v državni upravi in ne nazadnje, da se spremeni tudi način plačevanja javnih uslužbencev, ker danes so plačani vsi enako, tisti, ki trdo garajo in tisti, ki ne delajo nič. In ta način plačevanja je potrebno spremeniti v smeri, da bo bolj motivirajoč za tiste, ki delajo. In še zadnja 5. točka, ki jo postavljamo v ospredje pri našem programu, je pa začetek večjih infrastrukturnih investicij. Tukaj bi izpostavil vlaganje v železniško infrastrukturo in pa vlaganje v 3. razvojno os. Toliko na kratko glede gospodarskega programa. Rekel bi samo še stavek glede anket, ker zagotovo bo danes ta vprašanje tudi nas doletel. Vi veste, da tisti, ki proučujete ali pa se ukvarjate statistiko, da imajo ankete določen interval zaupanja. Statistiki poznajo neko zelo komplicirano formulo, ki se reče 98% deljeno s kvadratni koren števila anketirancev. In pri anketah, ki se delajo v Sloveniji, torej v vzorcu od 700 do 900, je nekje ta interval plus minus 3%. Kar konkretno pomeni, da ima vsaka stranka, ki ankete kažejo 1%, povsem realne možnosti, da pride v parlament. Nam v tem trenutku kažejo ankete od 2 do 3%. To je isti rezultat oziroma ista višina, kot so nam ankete kazale pred zadnjimi lokalnimi volitvami in pred zadnjimi evropskimi volitvami. Na obeh teh 2 volitvah smo krepko presegli 40 tisoč volivcev, s tem tudi na nek način parlamentarni prah. Torej, rad bi zelo odločno in jasno rekel, mi se za vstop v parlament ne bojimo in verjamemo, da bomo presegli najmanj 5%, seveda ciljamo pa na 10%.